Naš veliki pesnik je pred skoraj 200 leti v himni upal, da se bo njeno sporočilo uresničilo, da bomo kot narod dosegli enotnost, spravo in dočakali sožitje ter enotnost v mednarodni skupnosti. Kljub temu, da danes živimo v svetu mnogoterih možnosti in priložnosti ter večji blaginji kot nekoč, tega nismo dosegli. Še več, vse bolj se zdi, da v tem odtujenem in individualiziranem svetu pogosto izgubljeni tavamo in iščemo smisel ter odgovore na vprašanja, kdo smo, kam gremo, ne zgolj kot posamezniki, temveč tudi kot skupnost. Na ta zahtevna vprašanja je v naši zgodovini vedno iskala odgovore kultura. Od prvih zapisov do prve Trubarjeve omembe naroda, do vznika narodne ideje ter oblikovanja naše države so eno najpomembnejših vlog prevzemali naši umetniki. Pisatelji, pesniki, gledališčniki, likovni ustvarjalci. Zato je prav, da kulturo slavimo. Ne samo na Prešernov dan, ampak vsak dan. Zavedanjem, da smo pražni rastli in se oblikovali kot narod. Tole pesem sem napisal 2 leti nazaj. V bistvu, to je prva četrtina pesmi, ampak sem jo za to prireditev malo priredil, zato da deluje bolj kot celota. Gospod nas zdaj to vi, moja duša še tredi, prezazizati se tori, to se nam zdi, gremo že reši mene, če še sebe reša ni. 1, 1, 3, gospod nas zdaj to vi, pušče doma, kot v glavi ni, to so resne stvari, nekaj čimer se trma govori, da ne bo na vrhu oja, sem še piti jezdi. Če vam rečem, da mi kanje vas podala ta lepit, takoj bi našel pa ljudi, ki bi se gledali bil free, sliša stvar se me to zdi, se oni pravi, ste pusti. Mislim tako se je, tu na svetu bil pregre, moja haos in ljudi, da rešite probleme, moja prosti saj je svojna, tudi sam bez tevanke. Preden drugi so ti pleni, veš popreden svoj problem, ko poslušaš, to da hočem, da do srce ti ne vim, kak ne mi je moja car. Ti se ja bori za nije, to že res je pak ne pesna vodu, pen do svega spet, samo gledaš na teren, tako boš ti postal kreativ, šole je izobrazi svoje klase tukaj. 1, 1, 3, gospod se to vidi, moja duša še tredi in predvsem spet gori, to se več se zdi. Više mene, če še nikor zjeli samo sfer. 1, 1, 3, gospod ste to vi, bolj kot v glavi ni. To so resne stvari, nekaj čimer se trma govori. Da ne bo na vrhu oja, sem še piti jezdi. Jaz sem čili bil na nekaj, gospod to je sklepo, se če špilom ne nadija, naj se srce analizija. Ti so taki se sedi, ne da te ključe ti pustim, to pa mama me odrina, vse ko kar me zapija. Veš te preko nekaj mija, ako prate kakaj knjig, vse v muziku mi večine, nisi zikaj, kaj poslušam, to trkaja, to vrže, tam ti sreče, prvi vrže, pa boš vedno ta pisala, veš odvrže svoje stane, to zavrže, ampak jaz sem ljubeň, mene sam volovi nosi na potej. Med srtovi smo razpeti tako živi neki, na eni strani je drugi, na drugi tebe bikini. Med tem ne vidimo vse oblike, vidimo sile dva velike. Tiste sanje dojde na visoke planete, otopele, če že vedno so te dajte na 10. Gospod vse to vi, moja duša še tredi, pri sosedu vse tvori. To se vam zdi, naj nas družba prezvoli, kako naj družba reši mene, če še sebe reša ni. 1, 1, 3, gospod vse to vi, tu še bolje kot v glavi ni. To so resne reči, nekaj o čemer se trma govori. Da ne bo na vrhu oja, sem še piti jezdi. V umetnosti je luč, v umetnosti je svet, v umetnosti je moč, ki daje smisel na planet. Tudi zlomljeni si ti v svetu zlomljeni ljudi, kaj te kruh ne treme nekaj, enkrat počimo vsi. V umetnosti je luč, v umetnosti je svet, v umetnosti je moč, ki daje smisel na planet. Če tudi zlomljeni si ti v svetu zlomljeni ljudi ne skrbi, ker na koncu nekaj stane, nekaj vedno preživi. Prisrčno vas pozdravljam, dragi profesori in profesorice, dijaki in dijakinje na že tradicionalni prireditvi
fakulteti Gimnazije Celje Center GCC ima talent za kulturo. Lepo povabljeni, da tudi letos prisluhnete dijakom in dijakinjam, ki smo razprli krila umetniškega navdiha in ustvarjalnosti ter pripravili kulturni program. Videti in čutiti svet, ki ni morda del naše neposredne izkušnje, je pomembna naloga kulture in umetnosti tudi danes. V hitro spreminjajočem se svetu, kjer tehnologija nadomešča medsebojni stik in dotik, kjer individualizem prerašča empatijo in kjer materialno izobilje na koncu pogosto prinaša čustveno praznino in odtujenost, je zatekanje v fiktivne svetove branja knjig, obiskovanja gledaliških predstav, koncertov, galerij in razstav, ne samo beg od pogosto monotonega vsakdana, ampak nam daje predvsem možnost, da se kot posamezniki dovolimo videti in slišati drugačno perspektivo, čutiti drugega v njegovi biti ter postaviti tudi sebe v ogledalo, da zmoremo spreminjati lastna prepričanja in svoj pogled na svet. Umetnost in kultura torej nista pomembni samo za skupnost, temveč tudi za nas kot posameznike. Sooblikujeta našo osebnost, identiteto, način razmišljanja, vrednote. V dobi družbenih omrežij, nepreverjenih informacij in minljivih sporočil, ki prinašajo predvsem črno-bel pogled na svet, polne strpnosti, sovraštva in polarizacije, umetnost pomembno prispeva, da kot posamezniki, posledično pa tudi kot skupnost postanemo strpnejši, modrejši in predvsem boljši ljudje. K temu pa lahko tudi mi prispevamo z malimi gestami in prijaznimi dejanji. Poglejmo si naslednji video. Kaj za vas pomeni? Zdaj, kultura je zelo širok pojem, ne? Mogoče bi se omejil bolj na to kulturo obnašanja. Predvsem se mi zdi pomembno, no, da dijaki, da profesori spoštujemo en drugega do te mere, da imamo ta spoštljiv odnos, da dijaki ostanejo, ko pridejo v razred, da lepo pozdravijo, da vikajo. Vsekakor imamo profesori odgovornost nazaj do vas dijakov, da smo do vas spoštljivi, da pač spodbujamo takšno obnašanje in tudi sami dajemo zgled. Neka stvar, ki se v bistvu dogaja cel čas okoli nas, ne glede na to glasba, ne vem, ples, vse je kultura. Kultura je Umetnost, bonton, dobri odnosi, osebnost rast spoštovanje. in pa privilegij. Kulturno obnašanje za mene pomeni, da se lepo obnašamo, da ne tekamo po hodnikih, da po malici za sabo pospravimo, da imamo lep odnos s profesorji. Ja. Da si prijazen, da spoštuješ profesorje in da upoštevaš bonton. Za mene je to neko pravilno vedenje ali pa upoštevanje nekih pravil, norm. Ja, zato, da je vsem fajn, predvsem pa učiteljem. Kultura je veliko stvari, naprimer ples, glasba in splošna umetnost. Najbolj pa se mi zdi, da pomeni spoštovanje, naprimer spoštovanje do sočloveka in kulturne dediščine. Kulturno obnašanje ima verjetno več vidikov, ampak tisti glavni je, da spoštujemo drug drugega, meje drug drugega, odvisno od okolja. Recimo v šoli najbrž ne pričakujemo, da bomo tekli po hodnikih sedeli in vzklikali, ampak da hodimo v neki normalni hitrosti, se pogovarjamo. V gledališču pa najbrž ne bomo govorili, ne bomo imeli telefona v rokah, ne bomo fotografirali, se smejali in glas govorili. Tako da mogoče pričakujemo od dijakov predvsem to, da sledijo okolju, temu, kakšne so tam primerne razmere in vse kulturno vedenje. Najlepša hvala. Če je bil svet v Prešernovem času geografsko omejen, vrata iz domačih krajev je odpirala predvsem železnica Dunaj-Trst, jezikovni obstoj slovenščine, ki je bila predvsem jezik zasebne rabe, pa je ogrožala predvsem nemščina. Danes v globaliziranem svetu živimo občutek nenehne povezanosti in vseprisotnosti, slovenščina pa kljub formalno urejenemu statusu doživlja nenehne spremembe. Jezik govorcev postaja vse bolj okrnjen in skop, poznavanje zborne ravni vse bolj šibko, prežeti zlasti s tujkami ter je na udaru angleškega jezika kot vodilnega globalnega jezika. O položaju slovenščine je v svoji sociološki analizi razmišljal naš dijak, ki ne želi biti imenovan. Njegovo refleksijo pa bo prebral Jož Nežnar iz 4. razreda.
Izvoliš. Slovenščina mi veliko pomeni. Moji predniki so se zagotovo borili za enakopravnost slovenščine, tudi željo po boljši prihodnosti, v kateri živimo sedaj. To je tudi moj materni jezik in je glavni simbol slovenske identitete, zato jo moramo ohranjati ter negovati. Menim, da anglizmi uničujejo naš jezik. V slovenščini imamo namreč več kot dovolj besed, s katerimi se lahko izražamo, zato ne potrebujemo še dodatnih tujk, ki nam dajo le občutek, da smo se jasno izrazili, a v resnici so angleške besede bistveno bolj posplošene in pogosto ne vemo točno, kaj pomenijo. Znanje angleščine ni enako brezmejni in nenadzorovani uporabi anglizmov v vsakdanjem življenju. Poglobljeno in natančno znanje tega jezika je pomembno za različna področja, medtem ko je uporaba anglizmov v vsakdanjem življenju nedosledna in nenatančna. Pogosto sploh ne vemo, kaj sploh natančno pomenijo in jih uporabljamo le, ker mislimo, da smo cool. Ko angleščino uporabljamo, se moramo zavedati, zakaj in kako jo uporabljamo, ob tem pa vseeno spoštujemo svoj jezik. Ker tudi rad berem in pogosto zahajam v knjižnico, vedno med slovenskimi knjigami najdem kakšno, ki me pritegne. Pogosto je branje v angleščini za mnoge le nekakšen izgovor, s katerim se izogibajo uporabi slovenščine in knjigam v slovenščini. Menim, da nekateri radi berejo v angleščini, ker imajo do nje vzvišen odnos. Tudi prijatelji se vedno več pogovarjajo v angleščini, pri čemer sem se pogosto počutil izključeno. Strinjam se, da je znanje angleščine pomembno za kariero in delo, a pri tem moramo biti kritični. Slovenščina je naš materni jezik, ki ga moramo spoštovati. Najbolj pa jo spoštujemo in negujemo tako, da jo dosledno uporabljamo in smo kritični do drugih jezikov in njihove rabe. Hvala. Obstoj in raba slovenščine sta odvisna od vseh nas.
od naših zavestnih odločitev, kateri jezik bomo uporabljali in v kakšnih okoliščinah. Ni samo stvar pouka slovenščine oziroma šolskega sistema, ampak naših dejanj. Odvisen je od naših izbir. Veseli nas, da ste sodelujoči na tej prireditvi tudi tokrat slovenščini oziroma slovenski umetnosti z izborom svojih točk namenili v srednje mesto. Verjamemo, da bomo uživali v vaših nastopih, tokrat se nam boste predstavili. Thank you.
pliše, jamek zvizde. Pade sneg, pride mar, pride spet mesec, tisoč lepši, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec kontra, zemlja pliše, jamek zvizde. Iz njo grad, vsako vlak, in srce spet zelo naj do. Zemlja pliše, jamek zvizde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč lepši, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec kontra, zemlja pliše, jamek zvizde. Iz njo grad, vsako vlak, in srce spet zelo Принеси mi rože,
kjer trnovski vrh se prej k zemlji sklanja. Sta se skrila k zvezdam za en ljubim ples. Še polna pesmi skrucovanja, vsem napil v zemlji me, sklonil se v okneju, pogal jo moči. Noč trnovskih vrv mineje kar stopni, sploh Marine niko več ga ni bilo. Zdaj v praznosti večeri, znati radi vsi tako, sklenjeno srce Marina več ne bo. Gulil svoje stare vrbe skrila, saj je mladici veselo vsak večer. Ko bo prvič brez srca ljubila, našla bo poznave, srečna, ker ljubezni prave nikjer. No, dobro dan. Naj vam najprej, preden začnem, povem, da se mi svet gravža. Še posebej pa otroci, ki verjamejo v coprnice.
brstove rumene knjige. Počasi nazaj, tako nikoli ne zume, čarovnica postala, navada je premišla, sploh ni razvijala. Zakaj mojim pokusim je globo največja, na gospodo čičane, če se pa sama reča. No, hvala vam za pozornost, pa nehajte že ploskati, no. Nekatera imena zasijajo v zgodovini kot svetilniki, druga ostanejo v robu kot senca, ki hodi za svetlobo. Pred vami na odru spoštovano občinstvo Ernestina Jelovšek, hči Franceta Prešerna. O Prešernu so pisali številni raziskovalci, ugledni znanstveniki, pisateljice in pisatelji. Razlage Prešernoslovcev bogatijo ali bodo bogatile še vsaj 6 strani vaših zvezkov, ki jih uporabljate pri pouku slovenščine. A med bolj osebnimi in na žalost manj znanimi so spomini na Prešerna, ki jih je po pripovedovanju svoje matere Ane Jelovšek zapisala Prešernova hči Ernestina. Njeno življenje ni bilo življenje slave, živela je skromno, delala kot šivilja in večino življenja preživela daleč od odrov, na katerih danes praznujemo njenega očeta. Ernestina je spomine na Franceta Prešerna napisala na pobudo doktorja Radoslava Razlaga in mu jih izročila željo, da jih uporablja veljakon. Vse besede, stavke in povedi, ki jih boste slišali danes, so njeni zapisi, zapisani v knjižici Spomini na Prešerna, ki je šla leta 1903. Napisala jih je v nemščini. Nemščini. Da sem takrat pisala po nemško, se temu pač ne more čuditi noben vojak. Če pomislim, da sem hodila v nemške šole, 14 leti zapustila rojstno mesto in je takrat občevala z ljudmi samo po nemško. Poleg tega sem živela le med Nemci, kjer sem imela na voljo le nemško čtivo, saj 20 let nisem imela v rokah nobene slovenske knjige. Danes lahko pišem v svojem maternem jeziku. In prav zato je svoje spomine zapisala preprosto, brez olepševanja, da bi ohranila očeta takšnega, kot ga je poznala skozi pripoved svoje matere. Ker nisem učena pisateljica, napisala sem bila te svoje spomine kar tako, kakor so mi prihajali pod pero, torej nimajo prav nič strokovnjaškega na sebi. Ker so moji spomini resnično spomini in meni spomin vredi, ne zamerite, če katero stvar zdaj preberem. Knjižice spominov bi ne bi bila zmogla izdati sama brez moške pomoči. To, ne baš lahko delo, je prevzel Anton, saj ga poznate, Anton Aštek. Ker kmalu ne bo nikogar več, ki bi ga bil poznal, mojega očeta namreč, in ker tudi nimamo nobene njegove slike, ga hočem naslikati, kakor mi ga je opisovala mati, ki je trdila, da bi ga še sedaj naslikala, pa bi znala slikati. Danes lahko spomine na doktorja Franceta Prešerna obujamo tudi ob nekaterih njegovih portretih. Povem vam, kako je dejansko izgledal. Kakor je sam pravil, je imel 5 čevljev in palcev 5. Njegov obraz je bil zdravo rdeč in nekoliko zagorel od sonca. Čelo je bilo ne belo in ne previsoko, ker je bil zelo bujni glas. Moja mati je trdila, da je bilo to čelo najlepše, kar jih je bila videla. Oči, sive in bolj majhne, je imel le na pol odprte. Moji mati je rekel, da vidi v dnu človeške duše in da ga je nemogoče nalagati. Obrvi je imel svetle in košate, nos podolgovat in zaokriljen. Kadar se mu je tresla spodnja ustnica, se je
besed o Prešernovem odnosu do žensk, ki je pogosto predmet razprav o motivih za njegovo ustvarjanje in pesnjenje. Njegovo nezaupanje do žensk je bilo naravnost obžalovanja vredno. Zaupal ni noben. In to njegovo nesrečno nezaupanje je bilo vir premnogim bitnim uram, ki jih je imel sam, kakor tudi deklici, ki je postala moja mati, Ana Jelovšek. Zaničeval je vse žensko od kraja. Ženska iz boljših krogov se je poredno posmehoval, dekleta pa je rad spraševal, kdaj se omožijo. Zelo rad je dvoril deklica. Seveda so bile potem prepričane, da je dr. Prešeren vanje zaljubljen. In še to, o Juliji Primic. Ali je bil Prešeren res tako navdušen od te ljubezni, kako nam pripoveduje o svojih krasnih sonetih? Kdo ve? Osebno morda niti nikdar ni občeval z njim. Več pa slišim, da je bila Primičeva njegova usodna in edina ljubezen. Jaz pa menim, da bi se reklo pravilneje, Primičeva Julija je bila Prešernova pesniška ljubezen. Pa tista že resnično neprimerna misel, ki jo prevečkrat slišimo, ko omenimo Prešernovo ime. In tista, ki zamegli vsem Slovenkam in Slovencem, ko ne zmorejo videti, kako pomembno je bilo Prešernovo ustvarjanje. In kar se tiče pijače in igre, moja mati ga je poznala 13 let, a videla ga je samo enkrat pijanega, pa še takrat je bila ona kriva, ker se ga je odločila zapustiti. Res je, da je rad pil, toda ne zaradi pijače same. Bil je izmed onih globokih, strastnih narav, ki ne iztresajo svojega skrba, ampak na tihem kuhajo jezo in žolč. Teka in spanja ni, ženska joka in vene. Mož pa pije, da bi se omamil in privabil spanje. In vino, ki sicer krepi zdravje, pa postane suh. Čeprav Ernestina v spominih piše o rodnostnih trenutkih, ki jih je preživela s svojim očetom, so najintimnejši in najbolj čudoviti spomini tisti, ob katerih se orosi oko. Izpolnila se mi je najiskrenejša želja, katero sem gojila več nego 20 let, ali bolje vse svoje življenje. Videla sem gomilo svojega očeta ter volila na njej. Tukaj mi je postalo jasno, da nisem nikdar in nikogar ljubila tako prisrčno kot svojega očeta. Moj oče je ideal, po katerem sodim vsakogar, kdor se mi približa. Poleg mrtvaške krste matere, katero sem tudi ljubila in kateri sem marsikaj žrtvovala, nisem občutila tolike žalosti, kakor tega meni, od katero sniva Prešeren. Po tem zapisu se njena osebna bolečina počasi umakne širšemu premisleku, saj iz spomina na očeta ne izhaja le več žalovanje, temveč tudi vprašanje, kaj bi lahko sama naredila, če bi čas in okoliščine dopuščali drugačno vlogo. Svoje spomine zaključi tako. Ko bi bila moška, bi se tudi jaz uvrstila med boritelje za narodno blaginjo. Pričela bi tam, kjer je prenehal moj oče utrujen in ves obupan. Tam pravi, kjer je moj oče preminil potrt in pobit. Zato vas, mladci in mladenke, ločeno od tega, kar sem zapisala v svojih spominih na predragega očeta, prosim, prisedite že enkrat. Njegovo ime izgovarjajte spoštovanje. Ljudje pravite, da ga poznate. Jaz pa te poznam po tišini. Na očetov rojstni dan 3. decembra je leta 1917 Ernestina umrla v ljubljanski mestni bolnici. Danes, 3. december, praznujemo pod imenom Ta veseli dan kulture. Ernestinino življenje pa se je končalo v tišini. Danes umetnike častimo z dnevi in odri. Redkeje pa se vprašamo, kaj so za umetnost plačali tisti, ki so ji bili najbližji. To ni bila zgodba o Prešernu, to je bila zgodba o tistih, ki so živeli v njem.
meglicah jadro lesketa. Le česa išče si v tujini in kaj pustilo je doma? Bele barv so одиноки, в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Morje kipi in veter vleče, škripaje jambor se šibi. Ah, jadro si ne išče sreče, pred srečo tudi ne beži. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Nad njim se sončna luč razžarja, pod njim je morje vdal in šir, a jadro si želi viharja, kot da v viharju bil bi mir. Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Kasneje se je vključil v klub čbeličarjev, literarno skupino okoli revije Krajinska čbelica. Skupaj s prijateljem Matijo Čopom je zagovarjal teorijo bratov Šlegr in uvajanje sodobnih evropskih literarnih oblik v slovensko poezijo. To je bilo v nasprotju z janzenisti pod vodstvom Jerneja Kopitarja, ki so zagovarjali bolj didaktično, preprosto in narodno usmerjeno književnost, namenjeno predvsem vzgoji ljudstva. Prešeren in Čopa sta menila, da se slovenska književnost lahko razvija, če se estetsko in vsebinsko postavi na bok evropskim literaturam, kar je povzročilo literarni spor. Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi, kakor hvala. Zad skrit se vprek posluša, kaj zijala, neumno, kaj umetni od njim pravi. Pred njo skupiti čevljaček se ustavi, ker ogleduje znovec obuvalo. Jermeno meni, da ima premalo, kar očita, kuj apel popravi. Ko
ko pride drugi dan svet mož po pitni, namesto bi šel den po svoji poti, ker čevlji so pogodi med se loti. Zavrne ga obraznik imenitni in tebe z njim, tornakčen si očita, rekoč. Le čevlje so bi naj Kopitar. V zrelem obdobju je Prešeren spremljala veliko osebnih in življenjskih stisk. Močno ga je prizadela smrt njegovega najbližjega prijatelja, Matija Čopa, ki mu je bil v veliko intelektualno in osebno oporo. Soočal se je tudi z nerazumevanjem in cenzuro, saj njegovo delo ni bilo vedno sprejeto v duhu, ki si ga je želel. Vse njegove osebne bolečine pa se najprej zrcalijo v nesrečni ljubezni do Julije Primic, ki mu ljubezni ni mogla povrniti, a je kljub temu postala njegova največja pesniška muza in trajen simbol hrepenenja v njegovem ustvarjanju. Poet tvoj nov Slovencem daj cvije, rano me gospodi in tvoja hvala, iz srca svoje soka ni pognala, mokroce teče prosti poezije. Iz kraja niso, ki mi sonce sije, cevčev so blagi sapic pogrešvale, obdajale so uprjene iskale, viharje jezni mrze domačije. Iz vitlej so vze so jih redile, in moč so dale rasti na veselo, por temnih so zatirale sine. Lej, torej je bledolnih cvet je velo, in iz oči ti pošli žarke mile, in nale bodo nov cvet bolj veselo. France Prešeren je v zrelem obdobju svojega življenja stopil v razmerje z Ano Jerovšek, s katero sicer nikoli ni bil poročen, a sta skupaj imela 3 otroke. Prešeren je do Ane in otrok čutil odgovornost, vendar je bil njun odnos zaznamovan socialnimi razlikami, finančnimi težavami in osebno nestabilnostjo, zato družinsko življenje ni bilo mirno ali idealno. Otroci so večinoma živeli z Ano, Prešeren pa jim je po svojih očeh nudil podporo. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubov, dete lepo, meni mladi deklici, neporočene materi. Kaj pa je tebe treba bilo? Dete ljubov, dete lepo, ali te je treba bilo ali ne, vendar presrčno ljubim te. On, ki ptice pod nebom živi, naj ti da srečne, vesele dni, ali te je treba bilo ali ne. Vedno bom srčno ljubila te. Leta 1846 se preselil v Kranj, kjer je končno dobil mesto samostojnega odvetnika. To obdobje je pomenilo večjo poklicno stabilnost, a njegovo zdravje se je začelo slabšati. Umrl je 8. februarja 1849 v Kranju, kjer je tudi pokopan. France Prešeren je najpomembnejši slovenski pesnik in ključna osebnost slovenske kulture. Svojo poezijo je slovenski jezik dvignil narave evropske literarne umetnosti, utemeljil moderne pesniške oblike in izrazil narodna hrepenenja po svobodi in identiteti. Njegova dela so trajno oblikovala slovensko literaturo in povzdignila narodovo zavest. Sled je, dol se s petem ukvarja, Kranju smoj most ne kaže, pevcu vedno sreča laže, on živi, umrje, razgarja. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da je Buka žena iz tvojega sveta speljala ne bila Golfina kača. Kako biti hočeš poet in ti pretežko je v prsih nosit, ali pekel ali nebo. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Se ti zdi, da v svesti na dlani leži.
Ob 100-letnici smrti pesnika Srečka Kosovela je vlada Republike Slovenije razglasila leto 2026 za Kosovelovo leto. Razglasitev pomeni veliko podporo pri krepitvi prepoznavnosti pesnika Krasa, pa tudi poklon izjemnemu slovenskemu pesniku, ki je pomembno zaznamoval slovensko literarno obdobje 20. stoletja, nadvse aktualen pa ostaja še danes. Na gimnaziji Celje Center je Kosovel umetnik, mislec, modrec, vizionar, pronicljiv človek svojega časa in človečanstva, še posebej močno zasidran v zavesti vseh, ki domujemo na Kosovelovi ulici 1. In tudi danes, v pričakovanju slovenskega kulturnega praznika, bomo stopili v svet njegove poezije. Iz Kosovelovih pesmi namreč sije vira v boljšo prihodnost in v njih odseva svetloba pokončnega, pravičnega človeka. Človeka, ki se ne prepušča talilnemu loncu globalizacije, ki človeka staplja, oblikuje po svoje ter briše, ampak človeka, ki stoji. Srečko Kosovel se je rodil v Sežani, očetu učitelju Antonu Kosovelu ter materi Katarini. Leta 1908 so se naselili v Tomaju, kjer so živeli v šoli. V družini je bilo 5 otrok. Oče nam je dejal, po noči bo prišla štorklja in bo potrkala na okno in nam prinesla še eno majhno dete. Bili smo vsi srečni in živo se spominjam, kako sva šli z mlajšo sestro Karmelo v cerkev, ko smo ga nesli v krstu. Dajmo mu slovensko ime. Srečko. Naj bo Srečko, da bo srečen. Tako je v rojstvu Srečka Kosovela povedala njegova sestra. V skoraj idilično vaško življenje pa je zarezala najprej bližina Soške fronte, nato pa italijanska okupacija po prvi svetovni vojni. Seveda je mlad učitelj Kosovel kot zaveden Slovenec in kulturni delavec kmalu postal žrtev italijanskih okupacijskih oblasti. Moral je prepustiti vodstvo šole in se umakniti iz šolskega stanovanja. Najprej je nadučiteljeva družina stanovala privatno, v lastno hišo so se preselili oktobra leta 1925. A tu je imel Srečko, takrat študent v Ljubljani, dom le za zadnje mesece življenja. Tudi drugi Kosovelovi otroci so študirali. Vseh 5 nas je študiralo. Oče je skrbel, da smo že v mladosti vsi vzljubili branje. Kot pedagog je tudi vedel, kakšno čtivo naj nam da. Ko smo prebrali, je hotel vedeti, kaj smo od tega pridobili. V domači hiši smo imeli izredno lepo knjižnico. Srečka je imel oče posebno rad, ker je najbolj odgovarjal njegovemu značaju. Vedno, ko je prihajal Srečko domov, ga je bil oče zelo vesel in vsi smo se radi z njim pogovarjali, ker je bil zelo duhovit. Spomnim se, kako je mati čakala, kdaj bomo prišli domov. Na okno je postavila petrolejko, ki nam je svetila v pozdrav. Prižgala je tudi zarana, ko smo odhajali od hiše. Pel bi, oj pel, kako čaka mati vse sile dni, njen sin pa išče vedno novih poti. Tujec, vidiš to luč, ki v okno gori. Moja mati me čaka in mene ni. Vse je tiho v noči, polje temno. Zdaj bi stopil tja, pokleknil pred njo. Pisati sem začel že zelo zgodaj. Obsedeno sem bral, si dopisoval ter pisal poezijo na vsak list, ki mi je prišel pod roke. Nahrbno stran računal za tobak na papirnate vrečke. Iz Ljubljane sem se pogosto vračal. Nisem maral Ljubljane, tako tuja je bila. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Na Krasu je bil moj dom. Rad se je sprehajal pod majmi, pasel kozo in poslušal vršenje vode. Večkrat se je primerjal s to pokrajino, saj pravi, da ljubi deželo, ljubi razvaljeni Kras, ožgan, razklan, kako rana njegovega lastnega jaza. Kako lepo bi bilo romati vse življenje skozi zeleni gozd in se ne ustaviti.
Biti kot gozdna ptica, ki ne pozna polja. Biti človek z dobrim srcem. Pravijo mi, to bi ne bilo življenje, a jaz se odvračam. Je li življenje bolest? Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Rad bi povedal ljudem lepo, dobro besedo, svetlo besedo, kakor je svetlo novembrsko sonce na krasu. A, moja beseda je težka in molčeča. Grenka, kakor je brinova jagoda strasa. V njej je trpljenje, za katero ne boste nikoli izvedeli. V njej je bolest, katere ne morete razumeti. Moja bolečina je ponosna in molčeča. In bolnega ljudje jo razumejo bodi nad vami. Jesenski tihi čas, prileti brinjevka na krac. Na polju že nikogar več ni, le ona preko kmanja leti. In samo lovec izvedi, strel v tišino, droben sure krvi. Brinjevka obleži. Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja. Februarja leta 1926 je skupaj z drugimi prijatelji šel na literarni večer v Zagorje ob Savi. Ko so se zvečer vračali nazaj v Ljubljano, se je na železniški postaji odvila tako živahna debata, da je vlak odpeljal brez njih. Ker ni imel nobenega znanca, denarja pa tudi ne, da bi šel prenočiti v kakšno gostilno, je ostal čez noč kar na postaji. Bil je lahko oblečen in tako se je prehladil. Oče mu je priskrbel najboljše zdravnike iz Trsta, a mu niso mogli pomagati. Točno 2 meseca je bil doma in potem je umrl. Sam grem po dolini Kraški, kadar danjo, jutro sije in se morje zdrave sile in mlado dušo mi razvije. Sklonil bi se in pokleknil pred ognjenim veličanstvom, kakor kralj bi šel po krasu, v duši silo in bogastvom. In po cilo mlade duše bi se zemlja premaknila, naša zemlja, bratje moji. K soncu bi se primaknila. Nova kultura človečanstva, nova politika človečanstva, nova umetnost za človeka. 1000 nas je in 1000 pred 1000. 1000 pred 1000 dobrih misli, 1000 pred 1000 dobrih src. Koliko lepih besed slišimo v življenju, ali pozabimo jih, samo malo jih shranimo kakor zaklad. Kam torej? Človečanstvo, življenje ženi. Čas je, da začnemo živeti. Ne mi, ampak vsi. Poštenost, odkrito srčnost, načelnost, resnico, človečnost. Kako? S kulturo srca in pravico. Zakaj srce je pravični sodnik in ne pozna malenkosti? Lotte? Ne moreš, ne smeš. Adijo, Marta. Dragi Wilhelm, spet me je ghostala.
Ljubim jo. Hočem jo. Izgubil sem prijatelja. Svojo ljubezen nimam več zakaj živeti. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while, please promise me you'll try. Then you'll find that once again you long to take your heart back and be free. If you ever find pictures of last night ended up online. It's good. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it Princ, prosim. Ja? Zakaj? Kdo si ti? Jaz sem smrt. To je noben. Ne. Jaz sem smrt. Čudek. Okej, jaz sem Prospero. Plačam moram za to. Akakij Akakijevich Bašmačkin je skromen in nepomemben dolgočasen uradnik. Največjo zabavo mu prinaša prepisovanje besedil. Zaradi hude ruske zime je primoran kupiti nov plašč. Po dolgem varčevanju mu krojač končno izdela nov plašč, ki Akakija neopisljivo osreči. Vendar se to kratko obdobje sreče hitro konča, ko mu na poti domov neznanci plašč ukradejo. Tilka, poročiti se moraš, poročiti se moraš, poročiti se moraš. Če tole zadenem, sem srečna žena. Kje ne umem, pa še tako široke hlače ima. Malo je menkalo, da bi se oženil.
must have been something you said. Pozdravljena, mlada gospodična, bi se morda oženila z mano, tako si lepa in kuhati znaš. Kaj ti stari kram? Ja, pa kaj misliš, da je, no? Tole za nekaj do tebe hodi, kako te mora rad, pa ne vem kaj. Pa jaz to ne bi verjela, mislim, oh my god. Saj to, a si ga videla sploh? Pa tak čuden je, pa mi take stvari predlagam, da se poročim z njim. Ne, to. Pa kako oblačilo, no? To ni za tebe. Ja. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mama na tabletah sem. Žabnik, moj dragi, ti posušeni hrček, ti moja ribica na suhem. Tako težki časi so, pa tako sama sem udovela. Kaj naj storim? Ženska, prosi, v imenu Boga se odstrani. Ojoj, ni mi uspelo prvič, ne drugič, tretjič, mi pa bo. Moje zavetišče, posvetila ga bom mojemu ubogemu preminulemu možu. Mati, sonce! Sonce! Asfalt, to ni sonce, namreč luna je! Asfalt! Kaj je, pišel? Kaj to dobro?
Hvala vsem za raznolike in kulturno bogate nastope. S svojimi prispevki ste obogatili in polepšali današnji dan. Na gimnaziji Celje Center ne samo v posebnih priložnostih, kot je današnja prireditev, ampak nasploh negujemo pestro kulturno življenje. Najboljšim, ki sodelujejo na kulturnem področju, vsako leto podelili šolska Prešernova priznanja. Vabim gospoda ravnatelja Roka Lipnika, da se nam pridruži in letošnjim nagrajencem podeli priznanja. Spoštovani dijaki, dragi sodelavci, pred nami je kulturni praznik 8. februar. Kot ste slišali, pa smo v decembru že obeležili ta veseli dan kulture. In oba slavnostna dneva sta povezana z velikim slovenskim pesnikom Francetkom Prešernom. In veseli me, da se po več kot 200 letih po rojstvu našega poeta še vedno spominjamo njegovega življenja, dosežkov, poezije. Kultura je v srcu naše šole. Poleg tega, da se glasba vsak dan sliši na hodnikih naše šole, jih krasijo tudi čudoviti izdelki vas, dijakov. In v temelju naše šole je tudi umetnost v programu umetniške gimnazije likovne smeri. Kultura je tudi to, da lahko danes uporabljamo svoj jezik. Jezik, v katerem se lahko imamo radi v dvojini. Jezik, v katerem lahko razmišljamo. Jezik, v katerem se ta trenutek sporazumevamo. Moramo biti in smo ponosni na svoj jezik, ker nas definira, je unikaten, je naš. Danes se spominjamo Franceta Prešerna ob približajočem kulturnem prazniku. Gotovo pa poznate 7. kitico Zdravljice, ki je besedilo naše državne himne in nas loči od ostalih himn, ki so bolj usmerjene v čaščenje vodstva, boja za svobodo. Mi pa slavimo mir in prijateljstvo. Da kodar sonce hodi, prepir sveta bo pregnal. Ne vrak, le sosed bo mejak. In te vrednote si želim, da bi tudi vsakodnevno živeli. Mir, prijateljstvo, spoštovanje. V duhu zavedanja, da dostikrat ne cenimo drobnih in dobrih trenutkov v življenju, dokler jih ne izgubimo, vas vabim, da se spomnite na pomen teh trenutkov. Naj bodo to trenutki, ko se ustavimo, prisluhnemo šelestenju listov na drevesu, trenutek, ko se nasmehnemo prijatelju, neznancu na ulici, trenutek, ko preberemo pesem, ki nas navdihne, stran v knjigi, ki nas navdušuje, ali trenutek, ko se izražamo in ustvarjamo. V veliko veselje mi je, da danes slavimo tudi vas, dragi dijaki, ki ste 4 leta aktivno sodelovali pri razvoju kulture na šoli, v Celju in tudi širše. Sodelovanje v naših glasbenih zasedbah, na tekmovanjih s področja slovenskega jezika in kulture, pri pripravi šolskih prireditev in za prispevek kulturni prepoznavnosti šole in mesta. Več kot 50 vas je. Čestitke. Bravo. Dragi mentori, hvala tudi vam, da naše dijake podpirate, jih stojite ob strani, jih motivirate in ste njihov vzor. Čestitke tudi vsem nastopajočim za pogum in za kulturno dopoldne, popoldne. Hvala vsem prisotnim, da danes slavimo kulturni praznik. Naj bo to le še en od opomnikov, da se zavedamo pomena kulture, saj tudi hodimo v šolo kulturni spomenik in vseh lepih trenutkov, ki nam jih kultura ponuja. Prijeten praznik, čestitke vsem. Začnimo s podelitvijo Prešernovih priznanj. Na oder vabimo Hano Boj. Borko. Ula Belka. Zoja Pratina. Ajda Furt-Kemenitaš. Nataša Grušak. Inija Groboljček. Rok Horvat-Knes. Lara Pišek. Jaka Imper. Oskar Kren. Galo Zimšek. Matij Midrič. Lara Kosin. Laura Letkošek. Hanna Masna. Špela Ojkršek. Vít Rasimovič. Ema Toporek. Neža Zapršek.
Hojša, Julija Dovečan Benča, Tina Hubert, Ajda Omladič, Alina Trpenjak, Iris Stopan, Laura Bertonce, Vid Čemožnik, Jure Hubernik, Ain Kasta, Blaž Klinar, Zara Gregar, Janez Petriček, Kurt Štrakel, Brin Zagorničnik, Ajda Resinovič, Neva Vuček, Jonos Karbodet, Lamija Šefič, Maša Topornik, Neja Švec, Živa Zinšek, Nuš Nežman, Julija Naglič, Lan Oster, Klara Šopon, Mija Zdolc, Rok Pinoza, in Elizabeta Kadina.
sodelovanju v naši literarni reviji Podstrešje. Ta je namenjena objavi vseh literarnih in polliterarnih vrsti vseh žanrov, posebna publikacija pa bo šla ob koncu šolskega leta. Dragi dijaki, spoštovani profesorji, naj vas za konec pred prazničnim 8. februarjem pelje Cankarjeva misel o kulturi. Kaj je kultura? Kateri pojem izraža ta beseda, ki je nam vsem tako domača in hkrati tako strašno tuja? Literatura, umetnost, znanost, to je le zunanji izraz, je le dokument narodove kulture, je dokument narodovega duševnega in materialnega blagostanja. Naša slovenska kultura, kakor je na današnji stopni, je rezultat vsega našega duševnega in materialnega dela od začetka zavednega narodovega življenja do danes. Naj bo 8. februar za vse Slovence dan ljubezni, kulture ter ljudi. Njegovo sporočilo pa naj zvanja v sebi. Hvala za vašo pozornost, današnjo kulturno prireditev pa bodo zaključili Zara Keger in The Schlagers. Srečno! Ljubi drugega